Živijo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. David Zupančič sem z vami, kot vedno in z veseljem vam predstavljam današnjo sogovornico Nušo Crnković. Nuša je psihologinja, specializirana v forenzično psihologijo. To je kar zanimiv naziv, zanimiva služba in pogovarjala sva se o kar enih stvarih, ki jih morda marsikdo od vas pozna iz kakšnih hollywoodskih nanizank, filmov, termini kot so psihopat, sociopat, kaj tazga, osebnostna motnja, kaj to sploh je. In mogoče boste videli, da za marsikaj od tega v resnici niste čisto razumeli, kaj pomenijo. Vsaj jaz lahko rečem, da sem se od današnjega pogovora veliko razumel. In to so v resnici pomembni uvidi, ker bolj kot nekako vemo in poznamo te termine duševnega zdravja in nezdravja, duševne bolezni, manjkrat bomo čisto nehote prispevali k neki stigmi, k stopnjevanju neke agresije in nestrpnosti v našem okolju. Tako da iz tega vidika se mi zdi današnja epizoda posebej dragocena in se zahvaljujem svoji sogovornici, zahvaljujem se tudi pokrovitelju. Današnja epizoda nastaja v sodelovanju z Varuhom zdravja Vzajemno. In seveda končno na koncu hvala tudi vsem vam, da me spremljate, da ste me našli in da boste poslušali najin pogovor, ki upam, da vam bo dragocen, navdihujoč in čim bolj zanimiv. Živijo, Nuša? Živijo. Dobrodošla. Kako si? Živčna, trema. Ne vice ti. Zgledaš kot na plaži. Sproščena, pripravljena na vsako vprašanje. Ja, noč. Vse veš, generalna tema tega podcasta, upam, da veš. Psihologija, duševno zdravje in ti si forenzična psihologinja. Po izobrazbi. To se sliši ful dobro. Mi poveš malo, kako to postaneš in zakaj mogoče? Postaneš, več poti je. Ena taka bolj klasična, recimo v Sloveniji, kjer ni študija forenzične psihologije, je da skozi delo, ne skozi izkušnje, recimo v zaporih, na policiji, v Mariboru, na forenzičnem oddelku v sklopu UKC-ja. Druga pot, ki sem jo pa jaz obrala, recimo, je pa, da sem šla študirati prav psihologijo forenzično, oziroma psihologijo ne s poudarkom na forenziki v Maastricht, to je na Nizozemskem, ki je 2-letni magistrski študij. Prvi let je tak zelo, kar malo sadističen za študente, imaš 23 predmetov in drugi letnik imaš pa celo leto klinično raziskovalno prakso. Tako da, a pa pri nas tega ni, ker ni toliko potrebe, ali mislim, ker mesija poprav me, če ni res, ampak tudi recimo klinična psihologija. Mislim, da ima psihologija več nazivov različnih kot različnih subspecializacij uradno, ne? A ni tako, da se lahko znotraj, recimo, če gre psiholog za kliničnega psihologa, a je to tudi samo po načinu dela ali ima prav subspecializacijo za to? Ja, potem je itak, kam se ti usmeriš. Recimo, ti kot kliničen psiholog lahko delaš, recimo, primer, v univerzitetni klinični psihiatrični bolnici Polje, univerzitetna bolnica. Univerzitetna klinična psihiatrična bolnišnica Ljubljana. Tako. Ljubljana, tako. A lahko to zrežemo? Lahko, vse bo zrezan. Ta del, ki sem se tako neokusno zapletla. Vse je luška, ne bomo zrezali. Pač tam ti, recimo, lahko delaš ali starejšo populacijo, se pravi geriatrični oddelek, pa si potem specializiran za to populacijo, ker ima neke določene specifike. Lahko ti delaš recimo potem na rehabilitacijskem oddelku, lahko ti delaš pol znotraj klinike tudi, nekaj imaš potem tudi te enote, lahko delaš z odvisniki, lahko delaš z adolescenti, Pač potem je, kam se boš ti usmeril specifično. Ni pa pri nas v Sloveniji, da bi rekel, da boš imel prav tako uradni naziv klinični psiholog, subspecializacija, duševno zdravje adolescenta. To je tako kot pri nas, ki si infektolog, pa imamo pa ekipo za HIV, pa imamo pa ekipo za hepatitise, pa imamo intenziviste, pa nimaš ti hivologa, pa tako, ampak pač znotraj našega kadra so eni bolj subspecializirani. Imamo pa vsi isto specializacijo. Že se jaz predstavljam tako forenzičnega psihologa. Lahko mi poveš, če si ti kdaj to doživela. Tako je ena
crime scene nekje, Oj, pa oj. tako črno-bel filter je čez, pa eno truplo leži na tleh in pol ti tako poklekneš zraven, pa daš dol sončna očala, pa rečeš, it's not what it looks like. A si to kdaj naredila? Definitivno ne. Ful te vidim v tej vlogi. Definitivno ne. Mislim, da si malo preveč gledal Criminal Minds ali pa kakšne te CIA, te crime scene nadaljevanke. Ja, drugače forensic psychologist se sliši, kot da bi si izmislil na eni taki nadaljevanki tako, veš, ko rabijo ful enih ekspertov, da jih da zumajo v ene slabe posnetke, pa naredijo dobro definicijo slik, pa tako. Tako da tak ful zanimiv naziv je, no? Tako. Mislim, ni tako, ampak če te kaj tolaž, sem dobila tudi vprašanje, kaj forenzičen psiholog dela s trupli, ne? Ker nekdo si je interpretiral, da jaz potem delam tako kot medicinski sodni izvedenec, obdukcijo, da se polje zraven. Da bo psiholog povedal. In terapiram, ne vem. Kako se počuti to truplo. Ja, recimo. Ne, ni tako. Forenzična psihologija je pravzaprav v večini primerov delo z osebami, ki so prišle v nasprotje s kazenskim zakonikom, se pravi nekako v kazenski sistem. Na sodišču tudi, pa izvedenc najbrž. Tak, med drugim, se pravi forenzična psihologija je zelo široko polje, kakorkoli ne je neka specializacija v psihologiji. Ti lahko delaš, eno je to, kar si rekel, na policiji, se pravi, ti lahko delaš ali direktno s policisti, pa potem ta zaslišanja, intervjuji očividcev, osumljencev recimo. To je pri nas dr. Areh je strokovnjak na tem področju, pa seveda tudi drugi. Potem imaš recimo ti, če delaš na policiji, kot ta interrogation strategy, je pol cela to, od tega, kako nekega osumljenca zaslišati, kako ta tudi pol je to, ena serija je bila ful popularna, ne vem, če slišal, Microexpressions, kao Lie to Me. In je kao vse od tega, kako kao detektiv ugotovi, a mu nekdo laže, a ne po njih mikroekspresijah, ki so prisotne mikrosekundo in on to zazna. Nisem vedel. Ja, no, to je pač ena serija in jaz sem bila tako ful, ki sem prišla na študij forenzik, da best, zdaj pa je že nekaj vem, pa tako prvo predavanje, ki smo imeli, je bil naš profesor tako, no, vsi tisti, ki imate radi Lie to Me ali pa Criminal Minds, to je vse fikcija. Tako da je bil moj balonček takoj počen. Vse, ampak to pol, ko gledaš, meni si rekla ti drugače, da ti je najljubša serija bila Criminal Minds. Ja, vem, še smer mi je. Ampak tako, ko gledaš zdaj, recimo, ko gledamo zdravniki te medicinske kakšne serije, se gledaš, pa te tako zabava, samo si misliš, tako, to je tako neumno, ali pa to ne bi šlo tako, to tako ne gre, to kot recimo House. Pa meni tudi, po moje, od vseh serij v življenju mi je še vedno ena najljubših, pa najljubša. Ja, res mi je, ful mi je všeč. Ampak tako isto tam, veš, ti si neurolog, to kar vse vem, pa je tako, mogoče je paraziti, naslednja scena je ta neurolog v laboratoriju, pa on tako pipetira, pa nekaj tam gleda, itak nimaš pojma, kako se te testi izvajajo, ker ne da ne znaš, to tudi ljudje ne vejo, ampak se veš, pač ti veš, toliko je široka znanost in toliko je široko področje, da recimo moramo se mi deliti znotraj infektologije, za ono, ki bo znal HIV zdraviti, ker je za HIV vsak mesec 10 novih člankov, 3 nove smernice, samo za to eno bolezen, recimo. Ne? In na pol ti tudi gledaš take serije, pa si tako misliš, ne, to ne bi bilo tako. Točno to. Recimo Microexpressions, ki so tako, veš, to ful ljudi pol zagrabili za to serijo, kao Lie to Me. In dejansko študije so pol gledali, a to je res, a ni res, ta Microexpressions, pa je pravzaprav kar nekaj sekund prisotno to nenadzorovana neka obrazna mimika, ki je mi ne moramo čisto zavestno nadzorovati, oziroma tist čustva, impuls, strah, ki si ti pod pritiskom nekega zaslišanja pridejo na plano nezavestno, se pravi nezavedno. In ni tako, da je mikrosekund, ampak je par sekund. Ja, ampak so bolj še vedno da to razbrati, če se ne treniraš? Ja, valjda. To pa ni, se pravi, mit je bil to, da to malo časa traja. Tako, pač ti še zmer lahko to vidiš, ampak ne, pa tako follow-up, kaj govorijo tudi študije, pa to, da ti boš veliko prej identificiral laž, če se boš fokusiral samo na govor, samo to, kaj ti oseba govori, kot če se boš ti fokusiral tudi na neverbalno komunikacijo. In so delali tudi recimo študijo. Ja, no, pač kaj tako kontraintuitivno. Ja, bi rekel, moš ful gledati obraz. Ne, dejansko so delali študijo, kjer so gledali, kako dobro bojo zaznali detektivi
laž, če imajo pred sabo žensko, ki je napravila tisto polno burko, ne, se pravi, vidiš samo oči, ali pa ne, pri ženskah, ki nimajo teh oblačil. In so ugotovili, da veliko bolj točno zadanejo pri ženskah, ki imajo polno zakrito obrazno mimiko, zaradi tega, ker ne, ti daje ta občutek, ne, zdaj pa zaprta, zdaj pa nekaj prikriva. Podzavestno bolj poslušaš, kaj? Ja, pač ti se ne fokusiraš, ne, to je nek motilec, ne, ti lahko da nek ta lažen občutek, ne, da imaš pa prav in se pravzaprav sam pri sebi nek bias oziroma pristranskost lahko ustvariš na ta način. Ful dobro. Drugače, kaj sem to reči, to me malo navezuje, tako se me spominja na poker, recimo, ne, ker se mi zdi, da tam je to zelo važno, te tel, ne, ker ljudje rečejo, on ima nek tel, on ima nek znak, ko vidiš, da blefira, ker ne vem, vedno se na isti način popraska, vedno se na isti način, ne vem, se mu trne obrv ali karkoli. Mogoče to za forenzične psihologe zanimiva tako zraven karijera, lahko, če se ukvarjate s temi ekspresijami pa branjem ljudi. Ali pa imaš Kim Kardashian, ki ima une reflektiv očala. Med pokerom. Ja, med pokerom. Pa je stvar lažja, pa ne rabiš biti. Nisem tega videl, ampak me sploh ne preseneča. Daj povej mi, a si gledala uno serijo Unabomber? Ne. Poznam pa primer. Poznaš primer, ne? Ja. To je pa to, drugače mislim, da je na Netflixu skoraj zihar, ker drugih teh platform sploh nimam. Tako da, to je v bistvu o tem Ted Kaczynski, ne? On je bil en genijalen, tako je po intelektu človek, ki je bil nor pač in je pošiljal bombe ljudem, mislim, da na univerze, pa na šole, ne? Pa na pošto ali nekaj tako poljubnim ljudem, zato ker je hotel nekaj dokazati, v glavnem in tam je to je po resničnih dogodkih, ne, in njega so dobili tako, da je en, ki je pa forenzični lingvist, to se mi spet sliši, da si je nekdo v Hollywoodu zmislil, ta naziv, je dejansko analiziral njegov ta manifest, ki ga je on objavil in je en zelo natančen profil človeka oblikoval. Čeprav dobil so ga pa še na bolj zanimiv način, ker v bistvu so objavili ta manifest, ta forenzični lingvist jih je prepričal, da ga objavijo in je brat tega človeka rekel, ta pisava, ta slog je izjemno podoben mojemu bratu, ga je v bistvu brat potisnil policijo v to smer. Tako da se mi zdi tako noro zanimiv primer, poznaš primer, ne serijo, ampak sem te hotel za serijo vprašati, ampak je taka serija po nekak resničnih dogodkih, ker to pa se mi zdi tak, ker to gledaš, se ti tudi zdi mal fiction, ne, kako lahko ti samo iz stavkov, on je izpisane besede, ne, niti ne govorene, je razbral, ne vem, koliko približno je star ta človek, kaj ima rad, kako se vede, a je umaknjen, a ni, kako izobrazbo ima, je manj bolj izobražen, ne, na podlagi načina pisanja. Mislim, nisem forenzičen lingvist, ja. ampak to mi zelo tako gre v področje kriminalnega profiliranja. To je ta cela serija Criminal Minds, kaj je to FBI profiling pa to, ne. In dejansko ne, pač ful ljudi misli, to je to, zdaj pa ne vem, se bo to zgodilo, pa psiholog pogledal, pa bo znal identificirati, pa ni čisto, ker recimo v Veliki Britaniji se je zgodilo, da je pač nek strokovnjak tako postavil kao profil tega serijskega morilca in na koncu je izkazali, ne, da so jih v napačno smer in so ne vem koliko časa iskali čist napačno osebo in je ta človek vmes ne vem koliko žensk še ubil. Ne? Tako da ni... Ampak on je v bistvu po definiciji bil serijski morilec, ampak profil je bil pa napačen. Okay? Ja, ne, vse to je bilo že prav, ne? Ampak on je rekel, ne vem, zdaj se zmišljujem, ker ne vem točno, kaj je rekel, se ne spomnim, ampak ne vem, kada prekla blond lasi, očala, modre oči, zdravnik in fiktolog. Recimo, from the top of your head. V resnici je bil pa, ne vem, temne lasi, 55 let, ne, tako pač čist. Preveč težo so dali v glavnem temu. Ker dejansko, kaj je kriminalno profiliranje, je statistika, verjetnost. Odzrejšijo, kaj. Ne, to ni eksaktna znanost in je zato tudi velik problem, da se potem ne lahko, če daš preveliko težo temu, gre lahko v napačno smer. To je samo eno izmed orodij, ne, kakor če bi ti dal celotno težo na
anamnezo pacienta, recimo, Ja, ki jo kaj on vzameš, pove, brez ne. laboratorijev, Ja. brez unga, tretjega, četrtega. No, to je ena zanimiva stvar, ki sem se zdaj spomnil, ko si rekla. Da mi povej, a pol v tem, čisto profiliranje, sem za trenutek se ustavim še, a ima ta umetna inteligenca kakšno mesto? A se to že kaj dela? To je pa zelo dobro vprašanje, na katerega nimam odgovora. Ker to, kar si rekla, ne, te statistične in da bi nekako, se mi zdi, da bi marsikaj dobil ven, ampak zdaj spet, koliko se boš pa na to obesil, koliko je to. A ne, ker spomnim se enega drugega primera, ne, namreč v medicini so dali temu nekemu pač chatbotu ali ne vem komu, so dali izpit za za te neke nacionalne izpite ameriške, ki so ful težki, medicinske reševati in je rešil za, ne vem, 98,5% in so pol tako vsi začeli neke te, ja veš, te bolj bedni mediji, tiste naslovnice, kao, je to konec, veš, ali potrebujemo samo še robote in to. Pa se je pa izkazalo, da v bistvu na enem vprašanju dosti zanesljivo, recimo, vedno pogrnil, ne, in ubil pacientko v resnici, ne, in sicer je bilo eno vprašanje, kjer je bila anamneza, kot si rekla, kaj pacientka pove in bolečina v trebuhu in tako, in potem je imel on odgovor, kaj je najbolj verjetno, in ona pač ta bolnica je rekla, da ni noseča, ne. Enostavno, ker ni vedela, da ni noseča. Mislim, ni vedela, da je noseča. On je pa pač vse, kar si dal noter, ta input, ni gledal človeško, ko ti veš bolnika pred sabo, pa rečeš, a ste zihar, a bi lahko vsem bili, ne verjamem, vsem bom naročil ta test, a veš, pogledaš, slišiš glas, mogoče, ne vem, jo kdo spremlja, pa ne more biti iskrena, kakorkoli. On je pač sam videl tiste podatke, da nosečnost ne, torej ne more biti izvrnatenična nosečnost, ne bomo sploh delali nič na tem, ne, in polk tisto pač seveda lahko ženska izkrvi. Tako da se mi zdi ta zelo važna caka, da računalnik je zelo pameten, je pa tudi zelo glup. In moraš nujno imeti en uvid človeka, ki to spremlja. Ne? To se strinjam, zato tudi nimam odgovora zate, ne, kako je zdaj s temu, ne, pri uporabi recimo za razreševanje nekih kaznivih dejanj. Predstavljam si, da lahko uporabim, ne, pri nekih, ne vem, podatkih ali pa to, pa še to je tako, ne, lahko ti on navrže kar neke svoje fiktivne vire, tako da jaz sem itak tako mogoče malo bolj analogni tip človeka že a priori, tudi ne, z družbenimi omrežji nisem najbolj prijatelja. In nekako sem tudi mnenja, da če delaš z ljudmi, se moraš pač naj delajo ljudje z ljudmi. Tako. Pač, ker sploh pri psihologiji je to važno, se mi zdi, da tako, pač, ker je veliko tudi v pogovoru, pa v spremljanju odzivov, kot si rekla, mimike in ne vem. Pa to je tako, mislim, tako in general, ne, če ne govorijo zdaj samo o psihologiji, če govorijo tudi o medicini, če govorijo o socialnem delu, če govorijo, ne vem, o zdravstveni negi, pač tega čuta, ne, tega dodatnega ekstra, ki ti človek da človeku, nikoli ne bo ena mašina mogla toliko nadomestiti kot pa, oziroma na tak način približati, kot ti jo človek da. Ja, zihar, pa tudi pač tle še drugo vprašanje je pa vprašanje odgovornosti, ker veliko se govori recimo, da radiologija bo prva veda, ki bo izumrla zaradi umetne inteligence, ker bo pač računalnik pogledal 5 milijonov rentgenov prstnega koša in bo videl, kako zgleda infiltrat, če je pljučna embolija, če je tumor in bo znal bolj, že zdaj nekateri programi enako v bistvu zanesljivostjo kot radiologi prepoznavajo določene spremembe, ampak tle je vedno vprašanje, kdo bo odgovoren, ne? Ker ti dobiš od radiologa odčitek, pa piše, ne vem, 1x2 centimetrska masa v sprednjem mediastinumu za pulmološko diagnostiko, se spodaj nekdo podpiše, ne, s svojim nazivom. In zdaj, če bo to vrgel ven računalnik, ali pa če bo to spregledal računalnik, bo napisal, tam tega ni, pa pol ta bolnik zaradi par let kasneje ima razsejanga raka, pa bo umrl, kdo bo zdaj odgovoren, veš, tista Microsoft, ki je program dal ven, ali ta računalnik v kleti UKC-ja, ali kdo ne. Tako da se mi zdi tudi, če bojo brali nekako te slike, programi bo mogel nekdo avtorizirati. Nek človek, ki bo pač klikal tako te samovožeči avtomobili, kjer je problem. Kaj če on povoz nekoga, ti pa tam sam sediš, ne? Ja. Kaj se je zgodilo? Kdo je kriv? No, ker noben ni kriv, tisti je pač umrl, ni imel sreča. Ne? Te errori, ker pač errori pa vedno so, ne? Ja, se to je pa čist, ne, tudi, se, ko pridemo do tehnologije, ne, po eni strani, ja, je napredek ogromen, giganten, izboljša kakovost življenja vsega tega, ampak ne smemo pa pozabiti, ne, na človeški faktor, pa točno to, si ti rekel, napake, odgovornosti, kaj bo kriv ustanova, ki je zakupila ta software, a bo programer, a bo računalnik, a bo tisti, ki je operiral računalnik, a bo bogi IT-ovc, ki je, ne vem, ki je bil v službi takrat. Ja, mislim, ne, in se mi zdi,
da na koncu dneva se še vse na samo tehnologijo ne moramo toliko v osnovi zanesti, kot se lahko ne na človeka, ko govorimo o takih dejavnikih. Ker tudi ko ti naprej gledaš, to je bilo tako, kot recimo zdaj ena ideja tega nekega programiranja za diagnozo, tudi pri zdravnikih, ne vem, če si videl. Kao da bi neke kode not vnašali in pa bi ti računalnik sam ven diagnozo dal. Ne? In kaj če, ne vem, ti narobe klikneš, pa ne vem, namesto R-ja pritisneš, ne vem, kaj sosedna tipka, pač pa ti neki čist drug simptom ti not roneseš. Ali pa kaj če se software takrat updata, kaj če ga nekdo shacka, ne, če pride do nekega vdora. Pač, ogromno spremenljivke. Ne, in se kle se pa igramo pol s človeškimi življenji. To se mi zdi, zaenkrat je konsens, da to je lahko kot zraven, ne? Se pravi dodatek našemu delu, da če ne veš, pa nimaš idej, kaj bi še lahko bilo, daš not, pa ti nek seznam vrže. Tudi te seznami so ponavadi zelo, nimajo nekega razmisleka zadaj, ker bolj in manj pogoste stvari so, ker malo skupaj zmetane, ne, pač glavobol je lahko, ali tenzijski glavobol, ki ima vsak drug človek, ali pa tumor, ki je res čist redek, pa ti tam na istem seznamu piše, da ti moraš vedno to brati z nekim znanjem, ne. Meni se samo zdi, da te neke apokaliptične, senzacionalistične naslovnice, kako bo ta artificial intelligence, bo pa zdaj kar vse spremenil, pa uničil v 2 dneh, pa da to tako. No. Da vse računalnike še vedno na točko je dosti neumen, čeprav so te chatboti pa zelo impresivni, tudi te dizajne, meni je to najbolj impresivno od vsega, da ti daš nek prompt, pa ti nariše stvari, da ti oblikuje podobe, to mi je zelo mogoče bolj impresivno kot to, kar se pogovarjava. Ampak ne vem, kaj te se s tem buzeriram, ker se tako s tem ne ukvarjaš, razen to, da te zanima največ. Pa pravzaprav nisem nek fan tehnologije in general, pač se ti pravi, jaz sem analogni tip človeka, tako da si mene najdu na temi, kam mi res. Jaz sem te zvabil sem, da se pogovarjaš o psihologiji, pa tako. Kaj pa umetna inteligenca? Ja. Povej mi vse o tem. Dej povej mi, kaj me zanima, Broadmoor Hospital, ne? Ker sem prebral v tvojem življenjepisu, da si tam delala in pa sem to pogooglil in zgleda kot zapor, ne kot bolnica. Je pa sem prebral najstarejša od 3 visoko varovanih psihiatričnih bolnic v Angliji, se pravi, v resnici je tudi zapor ali pripor, kako se reče, se pravi, je tudi za ljudi, ki so v bistvu, obsojeni na psihiatrično zdravljenje ali na zapor. Kako je bilo to pripravljeno, kako je to izgledalo? Najprej ni to zapor. Ni zapor? Ni zapor. To je najbolj pomembna distinkcija. Ja, to je zelo pomembna distinkcija, ker je čist drugo okolje, ne, zaporniško okolje ali pa bolnišnično okolje. Ne. Aha, to je znotraj teh zidov je bolnišnično okolje. To je bolnica. Ja, okay. Tam, takrat, ko sem bila še jaz, je bila to stara viktorijanska zgradba, zdaj nova, tako da mogoče zgubila tudi malo ta čar, ampak Broadmoor bolnišnica je pravzaprav namenjena osebam, ki so bile ali tekom se pravi zaslišanja na policiji, se pravi še kot osumljenec, ali tekom sodnega procesa, ali pa ne na koncu tudi strani sodišča dodeljeno, ne, da pridejo na obvezno pravzaprav zdravljenje in ali prestajanje kazni. Se pravi, oseba lahko tam pristane v narekovajih, če se med sodnim procesom ali pa zaslišanjem izkaže, da ima oseba hude težave v duševnem zdravju in je predstavlja tako stopnjo nevarnosti sebi in okolju, da zato rabi visoko varovano psihiatrično okolje. Reče prisilna hospitalizacija, ali ni to isto? Ni čisto isto, zaradi tega, ker ti imaš prisilno hospitalizacijo, lahko, recimo oseba razvije samomorilne misli, je ne boš poslal v Maribor na forenzičen oddelek, ampak je boš poslal v Polje, Idrijo. Kjer imajo zaprt oddelek. Tako, se pravi, ta oseba ne predstavlja takega tveganja kot prvo okolici okoli sebe, ne sebi valjda, zato je pač tudi pod nadzorom, intenzivnim in vse to. Kot drugo pa ni storila kaznivega dejanja ali obstaja močen sum na kaznivo dejanje, ki bi lahko ogrožal, oziroma predstavljalo tveganje, da bo ponovno to zagrešila. Se pravi, rabi okolje, kjer so ljudje tudi usposobljeni, da zagotovijo kot prvo varnost drugih in varnost te osebe same. Ja, nje tudi, ja. Tako da
ti recimo se med zaslišanjem izkaže, ne vem, da je prišlo do močne deterioracije duševnega zdravja, osumljen si, ne vem, hudega kaznivega dejanja, te lahko tja pošlje. Običajno v Veliki Britaniji, moram še to povedati, imajo oni distinkcijo, imajo high, medium, low, se pravi visoko, srednje pa nizko varovano psihiatrično, forenzično psihiatrijo. In oni, pač, da priješ v high security, se pravi visoko varovano, mora biti res hudo. Običajno jo probali tudi ta princip, čim manjša sila oziroma ta proporcionalnost, da je prisotna. Medtem ko recimo večina je tako pol, da pride kot ali da sodišče dodeli, se pravi tvoja kazen je, da greš ti v visoko varovano psihiatrično bolnico. To so res ponovno hudi primeri. To se pravi mora biti neka neprištevnost mora biti prisotna. Ne boš ti jaz. Če ti samo nekoga ubiješ iz zlobe, pač ne greš v psihiatrično bolnico. Greš v zapor. Tako je. Ker najbrž je poanta, da se tudi zdravi. Med tem, ko si tam zaprt, se ukvarjajo s tabo pač psihiatri, forenzični psihologi. Ti imaš tam multidisciplinarni tim, isto kot recimo v psihiatrični bolnišnici, ne vem, UPKL, se pravi Univerzitetna klinična spet probam. Psihiatrična bolnica Ljubljana. Ja, bravo, boljš. Tako sem navajena na kratico. Ja, tam imaš tudi multidisciplinarni tim, se pravi imaš psihiatra, psihologa, kliničnega psihologa, medicinsko sestro, delovnega terapeuta, fizioterapeuta, pa navadnega zdravnika, običajno še v Angliji zraven, mislim navadnega pač družinskega zdravnika. In ti si potem celostno obravnavan, ker duševno zdravje ni črno-belo, ni samo eno ali drugo, vedno moramo gledati na karkoli pride, ali je osebnostna motnja, ali je psihotična motnja, ali je anksiozna motnja, depresivna motnja, whatever. Veliko se povezuje, pa je več teh. Ja, komorbidnost, se pravi, vse prepletajo te stvari, ampak vedno moramo vedeti, da je vzadaj skupek dejavnikov, ki je pripeljal do tega. Nikoli ni to enoznačno. Tudi recimo za to, da oseba razvije primer posttraumatsko stresno motnjo, to običajno ni en kratek dogodek, oseba sicer super duševno pač stabilna, močna, zdrava, brez kakršnih koli negativnih zgodovine, negativnih vplivov, manjših, takšnih, drugačnih. Običajno je nekaj tam, ne vedno, nekaj tudi odvisno, o kakšni travmatski izkušnji govorimo, ampak prej bo oseba, ki ima že neko predhodno ranljivost. In drug vidik, pa moramo tudi vedeti, pa je, da kako lahko tudi potem to zaporniško okolje vpliva na ljudi. Tako da velikokrat pridejo pol tudi kot posledica tega, da je prišlo do poslabšanja duševnega zdravja v zaporu. V samem zaporu. To je tudi najbrž velika poanta, da notranjost te bolnice ne zgleda kot zapor. Čeprav so vsi zaprti in da nimaš celic. In to si predstavljam, da tako kot recimo, pač primer, če pride psihiater k nam na kliniko, ga prosimo, da pač pridejo pogledati, imamo nekega infektološkega bolnika, kar rabi pogovor. Psihiatri nikoli ne pridejo v uniformah, nikoli ne pridejo v belih haljah, ker se mi zdi ravno poanta, njihovo stališče je, da ne morejo se pogovarjati z bolnikom v smislu, jaz sem zdravnik, ti si pa, ne vem, nor v narekovajih, ampak pač v smislu, imaš neke težave, ki jih bi lahko imel kdorkoli, pač in ti bom jaz zdaj pomagal. Tako da ta gesta nekako ne se počutiti, da si samo tle v neki ustanovi, se mi zdi tudi na nek način zdravilna. Ne vem. Je, samo še vse, ko govorimo o visoko varovani psihiatrični bolnici, se je treba zavedati, da je to zelo specifična populacija. Ja, absolutno. Kar pomeni, da imaš ti tudi pač visoko stopnjo varovanosti. To ni zdaj, da boš imel tam policiste, ne vem, tako varnostnike, ampak je pač osebje samo na oddelku usposobljeno. Seveda posod kamere, pač imaš tam dnevni del, pa kavči, pa televizija, pa pač je ta bolnišnično okolje, ki facilitira še vse neko okrevanje, zdravljenje, ampak ni pa
Ne tako, kot recimo, da bi bilo več ljudi v isti sobi. Ja, to je še vse. Vsak svoja soba zvečer zaklene. Zdaj tudi odvisno, na koliko intenzivnem oddelku si. A si ti na visokointenzivnem oddelku, a si ti na spremnem oddelku, a si ti na rehabilitacijskem oddelku. Pač to je. In ti si to vse videla, si krožila po teh oddelkih? Ja. Primarno sem bila pa stacionirana na oddelku za osebnostne motnje. Kaj pa je to osebnostna motnja? To sem pa upala, da me vprašaš, ker imam ful dobro. Dober primer, kako razložiti razliko med se pravi osebnostnimi motnjami in drugimi duševnimi motnjami. Dobro. In sicer, predstavljaj si, da si na samotnem otoku. Dobro. In ti imaš lahko na samotnem otoku anksioznost, lahko si tesnoben, lahko te je strah, lahko si depresiven, nimaš smisla, lahko imaš tudi presluhe, previde, se pravi nek psihotični preboj. Ne moreš imeti pa osebnostne motnje. Zaradi tega, ker za osebnostno motnjo ti rabiš drugega človeka. Ker osebnostna motnja je v relaciji z drugim človekom. Vedno. Se pravi, o osebnostnih motnjah govorimo takrat, ko govorimo, v kakšni relaciji si ti do drugih ljudi, jaz do drugih ljudi. Razumem. Se pravi, če sem jaz anksiozen in živčen in agresiven, ko vidim določeno osebo in na njo pol uskipim ali pa razbijam neki, to sproži samo ta stik, bi pa to lahko bila moja osebnostna motnja. Ja, če je to ena in izolirana oseba, bi jaz predlagala, da si izključiš to osebo iz svojega življenja. Ali pa recimo ena skupina ljudi. Ampak to je pol diskriminacija. Ampak je to moja osebnostna motnja potem? Ni nujno. Kaj pa je pol primer, recimo, teh hudih, ki so rabijo visoko varovano? Mislim, to je zdaj tako, najprej preden greva v to debato, katere motnje so prisotne, bi rada najprej poudarila, da večina oseb z duševnimi motnjami, se pravi, bodi si psihotičnimi, bodi si osebnostnimi, razpoloženjskimi, karkoli, nikoli ne zagreši kaznivega dejanja, nikoli ni nasilna, agresivna, prej so oni sami žrtve kot obratno. Stigma in diskriminacija. Pa ne samo stigma, tudi tako, oni sami so žrtev, iz okolice, ali zaradi nerazumevanja, ali zaradi nepotrpežljivosti, ali pa bodi si takšnih in drugačnih. To je važen poudarek, to se strinjam. Ker že tako se mi zdi, da je zelo veliko škode naredila ta pop kultura duševnemu zdravju in zelo močno stigmo. Zelo močna kultura, to se mi zdi, tako v Hollywoodu in v serijah, v filmih, v knjigah. Ja. Kaj je boljš kot nek skizofrenik, ki potem ubija in ne ve, da je in več osebnosti ima in ne vem kaj, če pa skizofrenija sploh nima nad temi, da imaš več osebnosti. Mislim, tako, da bi lahko zdaj imela en podcast, samo kaj vse je narobe s temi vsebinami in filmi. In se mi zdi zelo nepošteno in to ustvarja po nepotrebnem tudi nek strah pred njimi, tudi neko nerazumevanje, izogibanje in potem jim sploh ne damo možnosti, da bi ukrevali in se mi zdi to tako skrajno neodgovorno od ustvarjalcev teh vsebin. Ker predstavljate si, da vi sami znajdete v tem, tvoj bližnji nekdo, kaj pa potem, kaj pa pol, pa je pa upsa, kaj mislim, razmišlji 2 koraka naprej. Ni samo kliki, ni samo koliko gledal. Tudi te osebnostne motnje so od blagih do... Tako, pač to je itak duševno zdravje kontinuum. Se tudi sama definicija duševnega zdravja je dvoosni kontinuum, se pravi prisotnost, odsotnost duševne motnje je x-os, se pravi, a imaš simptome, a nimaš, na desni strani kao manj prisotni oziroma odsotni, na levi strani, bolj, ko greš na lev del, več je te simptomatike oziroma lahko že diagnoza. Potem imaš pa y-os, se pravi navpično os, ki je pa prisotnost, odsotnost duševnega blagostanja. To je pa... Subjektivno potem. Ne samo subjektivno, mislim, duševno zdravje smo zelo na subjektivni ravni že in general, pač imaš tudi nevrobiološke markerje, ampak... ampak če ti lahko subjektivno poveš, kako se počutiš, tista x-os si pa predstavljam, ti imaš lahko simptome, ki jih sam niti ne opaziš, pa jih zdravnik prepozna. Znaki so to, niso več simptomi. Ali pa tudi pri teh skizofreniji, recimo, kjer ni uvida, človek, ki sliši nek glas
in dejansko ne loči, da ta glas ni resničen. Ne. To Ja. je bolezen brez uvida je tudi težje zdraviti. Uvid Ja. pomeni, da ti rečeš zdravniku, ja, boli me žrelo, pa ti reče, imaš bakterije gor, pa ti rečeš, valjda, zato me pa boli. Ali pa pač, če ti reče on, ti rečeš, slišim glasove, pa ti on reče, to ni normalno, to moramo zdraviti, pa ti rečeš, ni res, to pač so moji glasovi. In ko ni uvida, si predstavljaš, da je težje jemati, mislim, ne želijo recimo imeti terapije, skrivajo tablete pod polšter in tako naprej. Lahko. To so hude bolezni lahko in tudi težke za zdraviti, ampak to sem mislil s tem subjektivno, ampak kar povej Ja. do konca, ta kontinuum je. Ja, pri kontinuum blagostanja je pa ta neka, da si ti sam pri sebi neka pozitivna čustva, da imaš, ne, se pravi, neko zadovoljstvo, sreča, ne, to ne pomeni una toksična sreča, ne, se pravi, si vedno vesel. skozi sem cool, skozi sem vesel, nikoli nisem jezen, nikoli nisem žalosten, ampak pač neka ta normalno, tudi razpon čustev, da imaš in pa seveda tudi dobri odnosi z drugimi, da imaš občutek nekega smisla, izpopolnjenosti v življenju. Ne, ta del. Ne? In tudi tukaj se premikamo mi gor pa dol po kontinuumu. In ti lahko nimaš nobene duševne motnje, nobenega simptoma, pa imaš zelo slabo duševno blagostanje in tvoje duševno zdravje ne bo, kaj? Lahko imaš pa ti, ne vem, 3 diagnoze, pa imaš ful dobro duševno blagostanje. Se počutiš ful dobro. Ja, ker ni nujno, ker ni razumem, pogoj. kaj praviš, Ker to, da imaš ti duševno motnjo, ne pomeni, da ti ne moreš imeti izpopolnjujočega življenja, dobrega življenja. Ne? Ja, še dobro. No, okay, ja. Osebnostna motnja, ker to je zanimivo po moje, Ja. primer. Kakšne so to recimo stvari? A je to že samo to, recimo, če se jaz vedno derem na takarja pa na prodajalko v Šparu, ker sem toliko nepotrpežljiv, a je to lahko osebnostna motnja? Ne. Ti moraš imeti, mislim, spet se vrnemo na ta kontinuum. Pač mi imamo lahko neke simptome, pa to ne pomeni, da imaš ti diagnozo. Ne. Mene lahko grl boli, pa ne pomeni, da imam gnojno angino. Ja. In isto je pač pri duševnem zdravju. Vsi imamo neke simptome, pa malo unga, pa malo tize. In to je tako, ker ti medicino študiraš, pa si diagnosticiral zihar 5 različnih tropskih bolezni. V tem procesu sem si jaz, ne vem, diagnosticirala ne vem koliko različnih duševnih motenj. Ampak dejstvo je, da imamo vsi, smo skupek lastnosti, skupek nekih značilnosti, ampak na koncu je glih ta skupek, tudi pri diagnozi pomemben. Koliko časa, katere značilnosti, koliko intenzivne in tudi kako to vpliva na tvoje vsakodnevno funkcioniranje. Ne? A je disfunkcionalno, a ti pomaga, ne? Ker če ti pomaga, običajno, ne bo to smatrano. Ampak to, da se jaz toliko rad in hitro nadiram ljudi, ki so v bistvu v neki inferiorni poziciji, mi lahko kvari, recimo. Ja, ampak to ni osebnostna motnja, to imaš pač apparently, ne vem, težavo z avtoriteto. Da bi pa pol postala ta, kar je avtoriteta. Ja, mislim, ne vem, ali pa občutek, da se moraš dvigant, ali pa ne. Kot neka manj vrednost, ki jo jaz hočem izraziti, tako da sem zdaj glaven, kot znak kompenzacija, razumem. Tako. Okay, drugače ni res to, jaz sem zelo vljuden do natakarjev in jih pač tako ne vidim nobenega razloga, da na prodajalki kričiš, prosim, ne tega delati. No, kdaj pa to recimo bi postala pol osebnostna motnja? Ko bi bili prisotni še drugi vidiki. Ne? To je lahko to je pač simptom, to je lahko ali oziroma nek kazalnik naven, oziroma kakor se reče fenotip. Ne? Se pravi, to ni nujno, da je zdaj pomeni, da imaš ti osebnostno motnjo. Postali bi pa, ko bi se to kazalo tudi v različnih vidikih in do ljudi, kjer si ti imaš občutek, da si v poziciji moči in v službi in v partnerskem odnosu in v prijateljskih odnosih in potem tudi, a je to zdaj sam, da si ti nepotrpežljiv, pa kakor se rečejo, ker so te klasifikacije osebnosti kao malo kolerik, ali gre tukaj res za neko patologijo, ali zdaj, recimo, če damo čist primer narcisistično osebnostna motnja, ali je zdaj to res nek ta občutek grandioznosti, več vrednosti nad drugimi, a se boš ti izbiral ljudi, samo s tiste, ki ti bi dajali neko dodatno vrednost, vse stale boš gledal zviška, boš šel preko trupal v narekovajih, do svojega cilja boš stopil na druge ljudi, zato boš sebe dvignil, ali pa še pogosteje pri narcisistih, zna biti tudi to, oziroma pri osebah z narcisistično motnjo, je to, da bojo drugega potlačali gor, zato da jo sebe dvigali. To je tak skupek in to mora biti dlje časa prisotno, ker osebnost je tudi nekaj, kar se postopno razvija in neka
zelo jedrna stvar in zato je tudi toliko težja, ne, in dolgotrajnejši proces potem zdravljenja. Okay. No, super, razumem. Zdaj, ta primer z tem otokom je tudi res zelo uporaben. Ne? Se pravi, nisi v relaciji do sebe, nimaš osebnostne motnje, ampak do sveta in do drugih. Okay. Ti si imela diplomsko nalogo, to sem videl, biopsihološki pogled na psihopatijo in implikacije za zdravljenje. Kaj je to psihopat? Psihopat po MKB oziroma mednarodni klasifikaciji bolezni ali pa po DSM-ju, ki je ameriška klasifikacija, diagnostični statistični priročnik, ni opredeljena kot samostojna diagnoza, ampak gre pravzaprav tukaj za subkategorijo oziroma tip antisocialne osebnostne motnje po DSM-ju oziroma disocialne osebnostne motnje po MKB-ju. Psihopat je podtip osebnostne motnje. Podtip antisocialne osebnostne motnje, če gremo po DSM-ju, če gremo po MKB-ju, je pa disocialna. To nisi še razložila do konca, ampak mi že zdaj logično, ja. Da je psihopat nekdo, ki je zelo izrazito antisocialno moten. Ja, okay. Ni nujno. Mislim, tako si predstavljam. Ti imaš tako, psihopatija oziroma psihopat ima določeno značilnost, kako smo rekli. Za narcisizem je to značilno, za depresijo je to značilno, za schizofrenijo je to značilno. Je recimo pri psihopatih značilno, da imaš, lahko rečemo, več faktorjev. Zdaj, če gremo po temu najbolj klasičnemu diagnostičnemu orodju, ki se v svetu pač največ uporablja, čeprav je že malo tako outdated, bi lahko rekli, da grobo razdelimo te karakteristike na neke čustveno te vedenski del in drug del pa na ta antisocialni vidik. In ta antisocialni vidik je to, kar nekateri tudi rečejo sekundarni psihopat. Aha. Ali pa, pogosto se v filmih sliši tudi kao sociopath, sociopat. To je tudi zgodba zase, te distinkcije, ampak pri temu antisocialnemu vidiku gre res to, se pravi kriminalitetno vedenje, pogosto zloraba substanc, pa do recimo, spolne promiskuitetnosti. To je eden izmed teh dejavnikov, ki je zelo outdated, ker so danes pravila drugačno kot včasih. Marsikdo promiskuiteten, ki ni psihopat. Strinjam, potem imaš recimo pa ta čustveno-vedenski del, ki se pa nanaša prav spet na ta del, pomanjkanje empatije oziroma neempatičnost. To se mi zdi mogoče to najbolj prikazano v serijah pa filmih. Čeprav imam tudi pa še en side note, majhen tak nerdi. In sicer, da imaš ti distinkcijo med čustveno pa kognitivno empatijo. Kognitivna empatija je to, da jaz, če tebe brcnem zdaj pod mizo, bom jaz racionalno razumela, da tebe boli. Dobro. Čustvena empatija je pa to, da se jaz lahko postavim v tvoje čevlje. Se pravi, na neke vrste. Sposobna sploh te refleksije. Ja, se pravi, neko sočustvovanje, če tako po domače rečem. In pri psihopatih, ki so delali študijo z funkcionalnim magnetno resonanco, so ugotovili, da oni so sposobni kognitivne empatije. Vejo, kaj nekomu škoduje? Ja. Ampak ne začutijo tega. Kako? Tako. In tle je problem. Ampak, če jim pa ti rečeš, da usmerijo svojo pozornost na to, bojo pa znali tudi to aktivirati. In zato se tudi kažejo neke nove študije, ki jih delajo na Yale University, da se lahko z določenimi kognitivnimi vajami tudi trenira in izboljšuje ta in tudi pol ta fMRI, neurofeedback vaje se tudi zdaj upeljujejo glih s temu namenom, da bi se te nevronske poti, ki so pri njih drugačne kot pri nama, ukrepile. Ker dejansko ne vem, a zasledil ono študijo, kako so ugotovili, da imajo psihopati specifično možgansko strukturo. To je delal en nevroznanstvenik, je pač raziskoval psihopate v zaporih. In je delal te fMRI skene in je lepo za kontrolno skupino vzel sebe z družino. Aha, to sem da povem, mogoče kdo ne ve, funkcijsko magnetna resonanca, sem to, da mogoče reče v parih besedah, se pravi meri spremembe v pretoku čez možganske strukture med aktivnostjo, ker možgani izgledajo isto, recimo zdaj, ko se pogovarjava, ko spiš, ko bereš, ko ješ,
zelo subtilni pretoki, ki jih znamo meriti, in tako recimo ugotoviš, kjer je center za branje, kjer je za kreativno razmišljanje, empatijo, žalost in tako. Okay. In on je vzel sebe z družino, pa psihopate. Psihopate v zaporih. Okay. In kao sebe z družino kot kontrolno skupino, ne kontrolna skupina namene glih to, da kalibriraš, da vidiš, kaj je neutral position, pa kaj je ta spremenjena. Če daš enemu zdravilo, eni skupini, moraš imeti ljudi, ki jim ne daš, da lahko gledaš sploh razlike. Tako. In je ugotovil, da ima on identično možgansko strukturo kot psihopati. Se pravi, spremenjeno možgansko strukturo. Aha, on je imel. Ja, tako, full plot twist. Čudno objavil to študijo. Ja, jo je glih zaradi tega, ker je pa on s to svojo študijo dokazal, je pa to, kar se mi zdi zelo pomemben in kar pozabljamo, je, da ni genetika vse. Samo zato, ker ti imaš neko spremenjeno možgansko strukturo, samo zaradi tega, ker ti imaš neke drugačne nevronske poti ukrepljene kot, ne vem, jaz ali pa, ne vem, snemalc kle, še ne pomeni, da boš ti postal psihopat, še ne pomeni, da boš ti postal morilc, še ne pomeni, da boš ti postal predsednik, karkoli. To je ful dobra poanta. So neke danosti, ki so lahko dobre ali pa slabe, poj pa tudi malo to, kar ti narediš iz tega, in se mi zdi tudi ta inhibicija, ki je pri človeku skoraj najpomembnejša, ta prefrontalni režen, ki zavira vse plezilske možgane in te vsiljive misli. In ti si pač popolnoma sposoben zatreti, tudi misel, da bi kaj ukradel, da bi koga udaril, in potem tega ne narediš, je to v bistvu ta del možganov, ki bremza te neke bolj plezilske impulze ali pa neke čist nore ideje. Ne bi rekla, da je to, da si ti nagnjen k temu genetsko, da bi neki bolj ukradel, kle se gre bolj to, kakšnem okolju si ti izpostavljen, kaj je tudi v tvojem okolju sprejemljivo, kako si bil vzgojen, kakšne vrednote. Ja, seveda se to vse preoblikuje, tudi lahko dejansko živčne poti v možganu. Ves ta del, ja, ker dejansko, če ti zdaj so mi pa možgani skočili 10 korakov naprej in sem se izgubila sama v sebi, sorry. Ne, ti kar umeri. Se pravi, zdaj govoriva o tem, kaj je on odkril, da imaš neko predispozicijo. Ja, se pravi, ti imaš, se pravi, frontalni režen, ki je ta inhibicija celotnih možganov. Inhibicija pravzaprav, glavna zavora za tvoje možgane. Ja, tako. Zdaj, pri določenih patologijah se pol kaže, da imajo težave z aktivacijo tega centra, oziroma ne imaš pol tudi podcentre, ki so za določene aktivnosti inhibicije zadolženi. Pri drugih se pa kaže, da je problem komunikacije med frontalnim režnjem in limbičnim režnjem. In limbični režen je ta plazivski del, kjer je tudi amigdala, ki je ta center za strah, jezo, ko mandel, pravzaprav. Tok maham z rokom, da mi kaže, da sem korake naredila. No, pa je zdrav podcast. Ja. In pač ni enoznačno, kaj je, kaj ni. In tudi to, da imaš ti neko to strukturo, ne pomeni, da ti boš tak. Če bi to pomenili, bi lahko enostavno, presejalno testiranje naredili, pa bi vse ljudi pri 18 dali na to resonanco in zaprli tiste, ki bi določene strukture imeli. Da bi rekli, vi boste z 95% verjetnostjo pač, morilci. To bi bilo pač absolutno bizarno. Zaradi tega, ker to je vedno, ne smemo pozabiti epigenetike, se pravi vpliv okolja tudi na našo... To je zelo zanimiva tema. Kaj je epigenetika? Daj povej samo tako v parih stavkih. Epigenetika je vpliv okolja na izraznost naših genov. Se pravi, geni se ne izražajo enako, glede na okolje, ki živimo, če jaz prav razumem. Ja, se pravi, recimo čist banalen primer, če bom jaz živela v okolju, kjer je več toksinov, je večja verjetnost, da bom jaz dobila raka, tudi če v moji družini ni zgodovine raka, bodo te toksini toliko vplivali na to. In recimo v psihologiji oziroma na področju duševnega zdravja en tak, sploh na forenzičnem področju, če malo zajadrava nazaj v to temo, je en tak zelo močen področje travma. Mi velikrat, ko govorimo o teh ljudeh,
Pa ko beremo te novice, pa to so označeni pošast, 1, 3, 4, ne, sej to, kar so storili, je grozen, pač sploh v teh primerih, ne, ki so v visoko varovanih psihiatričnih bolnicah. Vse to, ne, nihče ne zanika, ne zmanjšuje pomena teže. Ampak dejstvo pa je, da pa zelo veliko teh ljudi ima sami zelo hudo zgodovino travme. Ampak to tako, pač dlje časa izpostavljeni travmi, ne, to od nasilja do spolnih zlorab, do zanemarjanja in tako naprej, ne. In pač tudi študije kažejo, da recimo travma vpliva na nevroplastičnost možganov. Se pravi, vpliva na to, kako se bojo tebi možgani kot otroku oblikovali, ne? Ker če si, mi se rodimo, imamo ful več nevronskih celic, kot jih dejansko potem potrebujemo, ne? In temu se reče, in možgani pri nas zorijo do 21. leta ali pa 24. tam nekje je ta razpon in najdolj se nam tudi ta čelni reženj razvija, se pravi frontalc. In v tem procesu, ne, ki se razvija, tebi pravzaprav se krepijo določene nevronske poti, določene pač možganske celice ti pa odmirajo in temu se reče pruning process. Se pravi pruning, kar reže živo mejo. In ne, ti recimo, če už na glavo telebnu kot otrok pa imel nek blažji pretres, ne, je manjša verjetno za neke dolgotrajne posledice, kakor pa če boš cepnil kot, ne vem, kot 50 let star. Zaradi tega, ker imaš že tako imaš preveč teh možganskih celic, ki se ti možgani še razvijajo, ne, in ti lahko drugi nevroni prevzamejo to nalogo, ne, in pač enostavno poškodovani odmrejo, medtem ko si 50 let star, pa ni več tega procesa, ne, pa potem ful dol traja lahko ukrevanje, ker rabijo, ne, celice, da pač se na novo obnovijo in pač pri živčnih nevronskih celicah vemo, da je to zelo dolgotrajen proces. Nikoli ne. Ja, in pač, ko imaš ti potem osebo, ki ima hudo travmo, to lahko vpliva na to, kako se v njemu tudi možgani razvili, kere poti se bojo ukrepile, kere se ne bojo, ne. Ker ne smemo pozabiti, okolje je zelo močen dejavnik, ne, na razvoj otroka, ni samo genetika. Ampak seveda, ponovno, ne, tako kot ne bo vsak, ki ima duševno stisko, duševno motnjo, pač, oziroma bo zelo redek, če sem natančna, zagrešil kaznivo dejanje, ki ima neko težavo v duševnem zdravju. Tako tudi ne, vse žrtve travmatičnih izkušenj nasilja nikoli in nikdar ne bojo, ne, disclaimer, da ne bo kdo mislil, da zdaj pravimo vsi, daleč od tega. Težko otroštvo bo imeti. Ja, ne, velika redkost je to. Ampak so pa pač, ne, zato pa vedno, ko govorimo o duševnem zdravju, vedno, ko govorimo o teh primerih, moramo vedeti, da to ni črno-belo. Da to je tak kanandrum oziroma tak zos vseh različnih dejavnikov, ki so se pač naenkrat skupaj sestavili in naredili tak perfect storm. Da pride to, ne. Ja, se to je tudi pri bolezni velikrat, no, sej potem kdaj, kakšen bolnik vpraša, kaj sem naredil, da sem dobil to, ne vem, a sem bil na prepihu, to je ta slovenski prepih, ki se vsi bojo, ali pa pač kakorkoli, ne vem, kdo mi je to dal, a je lahko bila tista mačka, ki je šla mi mene. In velika tudi te, bolj kompleksne bolezni, rakave bolezni, je sestavljeno iz, to, kot si rekla, ne, nekaj je genetike, nekaj je okolja lahko, nekaj je izpostavljeno z določenemu agensu, pa pride ta bakterija v določeni skupaj. Kad recimo sprašujejo, bili smo skupaj v hotelski sobi, jaz, mama, sin, ne vem, kdorkoli, in sem samo jaz dobil to hudo pljučnico, pa vsi smo iz une klime pihali, kaj je zdaj z mano narobe, ne, pač ne moreš odgovoriti na to, enostavno ogromno različnih stvari, ki so lahko, ne. Sem te hotel vprašati, kdo je tvoj najljubši psihopat, ne vem, če se to lahko vpraša kogarkoli, mislim tako, seveda ne iz tega. Tom Cruise. Ne iz tega, čigav fancy, ampak tako mogoče iz kakšnih filmov, serij, kjerkoli, kdo je bil res dobro prikazan, tako da bi rekla, ta bi bil pa tako za kakšen klinični primer, recimo. Sorry. Za kakšen klinični primer, za članek napisati, kaj tazga. A veš, da sem pogooglala film, ki si nisem mogla spomniti, ko mu je naslov pred podcastom in zdaj sem ga spet pozabila. Aha, pa mogoče ga poznam, če mi ga pišeš. Kar se tega tiče. To je tist, no, psihopat, ki hodi in
pač pravzaprav je najet morilc, ki z unmu Erganom. Čigur iz No Country for Old Men. To. Javier Bardem je dobil Oscarja za to vlogo, očitno je to tebi všeč. Ja. Frizuro ima tako, da je ta igralec rekel, to sem jih zadnjič enkrat bral, da ne bo I will not get laid for 3 months, ker je videl, kako frizuro sem mu naredil. In da s tisto, ne vem, če ne poznate, googlite, Anton Čigur je on, no? Pa ta film je vrhunski drugač. Frizurca ima kaj ena taka mamica iz suburbs, ki bo pelala otroke na fuzbal, pa pol šla Karen. Ja, ampak on je res dober. Protko zaradi njega bi mogoče še enkrat ta film gledal. Ja. In ker recimo zelo veliko ljudi reče, ko jagenčki obmoknejo, pa pač ni realna reprezentacija. Ja, tisti je mogoče že malo navit, ne? Tisti pojedo ti bom obraz. Se sliš grozen. Mislim, to je tako tipičen primer, ki sem na začetku rekla, ne? Pop kultura, kakšno krivico dela dejansko duševnemu zdravju. Oziroma patologijam in ljudem, ki jih imajo, jih potem ne naredil to. Ampak kar recimo mi je pri temu filmu všeč, kaj si rekel. No Country for Old Men, ja. Ta je, da se pokaže pač ta neka odmaknenost, čustvena odmaknenost. Njegova, ne? Kako njemu vseeno v resnici. Če ga gledaš, on ima tak kovanc, pol to flipa neki, kao, da bo to usoda, ampak v pogovoru ena scena je na Petrolu. Čudno, da si to omenila, zdaj zanj to še enkrat gledal, ki je tok dober. To sta Coen Brothers, sta režiserja in ni glasbe. Lahko bi bila zadnja neka creepy glasba, ki se on pogovarja. Samo ta pogovor je in ta njegov glas in ta njegov pogled. Tisti je res dober. Mislim, pa tudi to, kako on mirno spi, kako ni nobene ruminacije oziroma neke refleksije potem ali pa tisti overthinkinga ali pa karkoli. Ampak jaz sem tako, job done, klukca, next. Pač to je ta, to je tisk, sem prej začela, se pravi, pomanjkanje čustvene empatije. To je ta del in potem pri njih za psihopate recimo je tudi ful značilno ta občutek grandioznosti, vse znam, vse zmoram. On je zase tako, da je roka usode in to ne, on kar dela je tako pomembno, da je tako vse na ta način. In potem še ta del, tudi zelo velike takih, da mislijo, da vse vejo. Tako, da so pojedali zanje celega tega sveta. Recimo, ne vem, pogosto se sliši, oseba, ki ima zaključeno, komi zaključila, osnovno šolo, komi in prav jaz bom kirurg. Pač kaj tako ogromno dejansko razhajanje med kaj on misli, da lahko. Kaj on misli, lahko pa kaj so dejanske zmožnosti. In potem imaš, tudi primer pri psihopatih je ta karizma. Zato je tudi, hočeš nočeš, velikih je tudi v poslovnem svetu, velikih je v politiki. Lahko, ja, glih zaradi te karizme, tega, ker znajo pritegant, pa ker bojo šli all the way. Ne bo ta človeški moment zavrl nek prodor. A poznaš The Talented Mr. Ripley od Patricia Highsmith? To je ena kultna pisateljica, sicer pač že leta nazaj. Film je pa igral Matt Damon, še mlad. In ta Talented Mr. Ripley je bil, tako če bi jaz zbiral, meni so recimo ful dobri psihopati, mislim tako, da so prikazani, ampak to je, to kot si rekla, mogoče kot Hannibal, ekstremno že. Ja. Mi je ta od Shining, Jack Torrance, ki je zaprt v tistem hotelu in s tisto sekiro lovi, ti ni? Mene si najdu spet, najslabši sogovornik. Druga je pa, mogoče bo kdo pripoznal Game of Thrones, mogoče bolj tisti, ki so brali, pa tudi v seriji, Ramsay Bolton, Ramsay Snow. On je ful za pretiravan. Pol je bil Bolton. On je pač tako sadisti na... Mislim, da je sam rekel, jaz bom spisal pač najbolj sadističnega človeka, ki mi domišljija premore, pa domišljija mu premore, ker je George Martin in ima pač domišljije ogromno. Ampak ta Mr. Ripley je pa bolj to, kar sva govorila. On je pač pameten, mlad, ima svoje cilje in začne se celo tako, veš, da bi rekel, ker sem se tle usilil, da bi bil tle čim bolj uspešen, da bi tle in pol na neki točki ugotovi, da mu bo k temu uspehu pomagal, če enega ubije in ga pač ubije. Kada bi ja več rekel, da mi pomaga, se bom pač upisal na tečaj nemščine, bom pa še tega ubil slučajno, ne tako, brez nekega, isto ne spi pol, da bi se premetaval v Švico po noči, zbujil, kričal, a veš, to njemu enostavno pomaga do cilja. Instrumentalna agresija in se temu reče. Ta film je dober, ampak knjige so pa tudi fantastične. Se bom dal to vse v opisu od epizode, ta Talented Mr. Ripley. Ja.
Moram prebrati zgleda. Ja, dobro piše, jaz sem to v angleščini prebral. Okay. Nuša, ti zdaj delaš pri NIJZ. Yes. In zdaj, ko sem poslušal malo o teh psihopatih in forenzični psihologiji, se mi skoraj zdi, da bi tako šel en voznik formule voziti na LPP še malo. Pa ne zdaj iz tega, da ne spoštujem NIJZ, ker dobro veš, tudi sodelujemo infektologi pa epidemiologi vedno, ampak tako iz tega excitement faktorja, da si prej bila v zaprtih ustanovih s temi ljudmi in si šla zdaj na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kako to? Čisto po sili razmer, ali si to želela, ali si se tako pač odločila? Ali kombinacija vsega? Jaz imam še zmer feeling, da formula vozim. Ja, samo nisem, ne vem, v Monaku, ampak sem nekje drugje. Še zmer se meni zdi, da sem v formuli, ne na LPP-ju. To je dobro, da ni dolgočasno. Ne, absolutno ne. To je dober znak. Ker recimo pač tako delo, ki ga zdaj delam, pa tisto, kar je bilo prej tako noč pa dan razlika. Ne. Prej sem delala kot psiholog z pač forenzično populacijo, kjer so se izvajala ocene njihove psihičnega stanja, načrti zdravljenja in potem izvajanje terapije in skupinske terapije, intervencije in tako naprej in tako naprej. To, kar se pa zdaj na NIJZ-ju dela, kjer je pa javno zdravje, kjer je javno duševno zdravje, je pa načrtovanje že bolj v smislu preventive, se pravi, kaj lahko jaz da ne pride do tega naredim, da sploh ne pride do tega, ali pa da se ponovno to ne pride do tega. Se pravi, ker ena stvar, velikokrat, ko govorimo o forenzični psihologiji, se hitro narobe razume, da mislim, da oziroma tako bom rekla, zelo hitro ljudje potem rečejo, ja, pač le kaj naredil, saj si zasluži to, To sem veliko videl, ko se kaže kakšne slike zaporov, ki so urejeni. Recimo na Skandinaviji je to zelo značilno in pol so ljudje čisto besni, da to pa ni kazen, če je ta soba njegova je čista, da najma tak zapor, kot tam v Ameriki, ki se pol pretepajo, pa ubijajo, pa ne vem kaj. In nekako, mogoče to sem tudi upal, da mogoče je zdaj bolj jasno komu iz tega, kar si govorila o tem, kako je več faktorjev tudi okoljskih, ki deluje na to, da nekdo nekaj naredi in da se lahko tudi mogoče spremeni nazaj, da smisel vsega tega je rehabilitacija, ne kazen. Ne? Mislim, kazen, seveda je kazen, si umaknen iz, za to pa to gleda, ampak tebe želimo zrehabilitirati, da priješ nazaj v svet. Ne? Sej to je cel point, ker recimo tudi se lahko rečeš oko za oko in cel svet bo slep. Ja, tako. Več nič nisi dosegel. In tudi s tem nekega ti probaš rehabilitirati, ti ne zmanjšuješ težo njegovega dejanja, ti ne odvzemaš zares grozo ali pa žalost, bolečino, ki jo je svojim dejanjem povzročila ta oseba. Ampak se gre bolj za to, lahko ga zdaj damo v zapor, 30 let, pozabimo na njega, da je tam, ampak to si bo prišla ven. Še hujše, pa lahko. Pa tudi na koncu dneva to, da mi rečemo, ti si zagrešil to kaznivo dejanje, to je pač sodišče reče, to pa to, taka pa taka zaporna kazen ali pa obvezno zdravljenje na forenzični psihiatriji v Mariboru. To ne pomeni, da zato, ker boš ti dobil pomoč, da zdaj ljudje tebe gledajo kot ti nisi nič kriv, sej si lahko neprišteven, ampak še vedno ti imaš določene pogoje, ki jih moraš izpolniti. In pač mi lahko zdaj to gledamo, a je fair, a ni fair, ampak dejstvo pa je, da če mi to osebo ne rehabilitiramo, če ji ne pomagamo, mi ne bomo znižali tudi tveganja za ponovno zagrešenje kaznivega dejanja, ko bo ta oseba ven prišla. Zdaj pa, ali bomo šli iz vidika oko za oko, ali bomo gledali tudi dolgoročno. Poleg tega že samo to, da si ti nekje in ne smeš ven, je pač kazen. Ni treba, da spiš na tleh, pa da pač kakaš v en lavor. Lahko imaš osnovne pogoje, higiene, lahko imaš hrano. Ni to, da zdaj ti tam uživaš, pa gledaš Netflix. Pač ti si zaprt, ti ne moreš iti na dopust k prijateljem, ven po Ljubljani na sprehod. In to je pač kazen, se mi zdi sama po sebi. Drugače pa en projekt, ki ga tudi vodiš, Nisi ok, povej naprej. Tam sem tudi jaz delal kot ambasador, zdaj le 1 leto. In se ukvarja večinoma, čeprav razumem, s problemom stigme,
ki se je, kot si ti mi rekla, takrat, ko smo se to dogovarjala, ko sem se preko tistega razpisa tudi prijavil, da se je poslabšalo to v COVID času. A sem prav to razumel? Ali se samo bolj kaže, ali se na drug način kaže, ali nekaj s povezavi s pandemijo in stigmatizacijo? Ja, malo si pobrkal. Okay. Govora je bilo o tem, da se je v času epidemije poslabšalo duševno zdravje študentov in da je zato toliko bolj pomembno bilo, da govorimo o tem, da ljudje poiščejo pomoč, bodi si strokovno pomoč ali pa zaupajo bližnjemu. Kar se tudi pri mlajših generacijah lahko zgodi, je pač to, da ne povejo zares, da se ne pogovarjajo o stiskah. Eni imajo ta ekstrem, drugi pa imajo to zdravo mero, da grejo do prijatelja, pa se pogovorijo, kaj jih teži, ali pa do družinskega člana, kakorkoli. Se pravi, je to, da ne tenstaš vse. In to je bil point, da se tukaj začne govoriti. Na začetku epidemije smo zaznali nek porast, kar je bilo pač nekako pričakovano, glede na pač kot prvo šok, epidemija, tok smrti, strah za bližnje, da ne bi ti bližnjega okužil. Na drugi strani pa tudi kar naenkrat se je spremenil življenjski stil, pa šola ne nadaljavo, pa uno, pa 10, pa prepoved prehajanja občinskih mej in tako naprej. Se pravi, spet konglomerat dejavnikov, ki se je skupaj nabral. In je glih zato ideja, pač, da zaradi epidemije, ki je nastala, ki je prišlo do poslabšanja, da začnemo več govoriti tudi o stigmi in s tem spodbudimo mlade, da pač tudi oni na glas povejo. Ta stigma konec koncev tisti zavira tudi veliko teh pogovorov, to je poanta. Ja. To je res in meni se zdi, da take stvari zelo važne. Jaz vem, da pač meni osebno je zelo pomagalo, ko sem govoril o teh svojih duševnih težavah, ki sem jih imel recimo na fakulteti, zato ker sem na ta način jih naredil bolj oprijemljive, pa nekako sem imel občutek, da obstajajo in se lahko z njimi sploh spopadam, dokler si tako v glavi bom držal in čim manj razmišljal o tem, zgleda tako nepremagljivo. Se mi pa zdi ena druga stvar važna. En komentar sem dobil enkrat na Instagramu, pa sem se ga zelo resno vzel in ker sem tudi nekaj delil, neko ozaveščanje, lejte to, ne vem, o čem že bilo, pa mi je napisal, da toliko se vlaga vladne, nevladne, kakorkoli organizacije v ozaveščanje, ne pa toliko o tem, kako zdaj, če nek problem prepoznam, ki lahko dobim pomoč. Ker veva recimo, da psihoterapija na napotnico so disaster v državi, mogoče lahko tudi razumemo zakaj, ker že zdravnik za 8 minut, družinski zdravnik, jih je premalo, da bi se posvetil, kaj šele več enournih seans. Če hočeš psihoterapijo, si pač moraš to plačati, si moraš najti dobrega terapeuta, še tam se čaka včasih. Kam lahko ti, mogoče imaš zihar to nek tak mentalni seznam, kje lahko človek najde pomoč, če jo potrebuje? Recimo, da ni dovolj prijateljca ali pa ne zna recimo pomagati. Nismo mi strokovnjaki za to, ne? Valjda, nisem mislila tako disclaimer, da nekdo misli, da pravim, zdaj, če imaš stisko, da se s frendom pogovarjaš. Mislim, da se ni tako razumeli. Mislim, boljš to, kot nič. Mi zdaj tudi dajo vstopno mesto, a veš, poti on lažje svetuje. Tako. Pa tudi ne že ta občutek, da veš, da te nekdo posluša in da te ne obsoja in da ni nekih unih vrednostnih sod ali pa minimalizira, se pravi, to pa ni tako bed, tam pomisel, kaj se pa dogaja, tam pa tam. Ampak drugače imamo več različnih opcij. Zdaj, odvisno, ali gremo skozi zdravstveni sistem, ali gremo skozi nevladni sistem. Recimo, ti imaš na področju zdravstva, imaš te klasične, ki jih vsi nekako poznamo, se pravi psihiatrične bolnišnice, potem so seveda ambulante v sklopu zdravstvenih domov, potem se pa po celotni Sloveniji tudi odpirajo centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov in pa centri za duševno zdravje odraslih. Tudi po zdravstvenih domovih in točno lokacije si lahko pogledate na spletni strani Nacionalnega programa za duševno zdravje, program Mira. Je prav tako zemljevidek, kjer je gor prikazano, na katerih lokacijah za koga. In to je isto, kot če bi šel pravzaprav k osebnemu zdravniku za odrasle, se pravi, pokličeš tja, se naročiš. Za otroke se gre pa preko pediatra, ker pri otrocih je težji tudi identificirati, ker se lahko kaj kaže kot nepotencialna somatika,
psihosomatika pa je v resnici nek fiziološki izvor. To pomeni, da so fizični, recimo, ne vem, se polula v posteljo ali pa. Recimo, ni nujno, da to pomeni, da ima neko posttraumatsko stresno ali pa nekaj, lahko pač unet mehur. Ja, tako je. Ja. Psihosomatika pomeni, da se psihične stiske na telesu kažejo tako. Fizično. Ne? Se pravi, lahko imaš dejansko porast temperature od stresa, tudi pa pol. Prideš k infektologu, za brez veze. Naprimer. Ja. To se pravi, če sva zdaj pri tej obravnavi, ne, se pravi, dobro je prepoznati, dobro je pač povedati in zdaj tudi Instagram profil obstaja, nisi ok, povej naprej, ker imate super tudi te grafike, so meni ful všeč, ta jajčasti jajčki, gospodje in gospodične in tako. Se mi zdi, da se o tem nema se samo več govori, ali je to posledica tega, kar se reka, da se je prepoznalo, da je tega več, ali smo tudi kot družba mogoče prepoznali, da se je s tem treba ukvarjati, ker se mi zdi, da včasih sploh, še ko sem jaz bil mlajši, je bilo tako malo zelo bolj črno-belo, kar si zelo poudarila, da ni, ali si bil zdrav, ali si bil pa bolan, veš, če si rabo, ne vem, psihiatra, psihologa, kaj s tabo narobe na ta način, ne, kot da bi rekel, moram zdravniku, ki imam slepi čunet. Se mi zdi to zelo fajn, ta smer, kamor se razvija nekako to premagovanje stigme in iskanje te sive cone mentalnega zdravja. Ne? En del je pač to, da se več začel govoriti o tem, tudi mediji so zelo poudarjali pomen tega, da ne smemo tega zanemariti. En del je tudi mlajše generacije, družbena omrežja, Instagram, Facebook, TikTok, kjer je tudi zelo veliko tudi teh mednarodnih vplivnežev govorilo o pomembnosti tega. Ampak še vseeno pa to ne pomeni de facto, da je stigma manjša. Mi moramo vedeti, da imamo več različnih oblik stigme. Ena je družbena stigma, se pravi, kako mi kot družba stigmatiziramo osebo. Ponavadi stigma tudi izvira iz neke, oziroma stigma je tako tak krovni koncept, umbrella, kjer so predsodki, stereotipi in diskriminacija. Se pravi, 3 komponente. Se pravi, stereotip je neko napačno, zmotno prepričanje, ponavadi izhajajoč iz neznanja. Predsodek pa je, ko imaš pol ti še čustveno reakcijo na to napačno prepričanje, in diskriminacija je pa vedenjska komponenta. Se pravi, primer stereotipa je, depresivna oseba je samo lena, predsodek bi bil, ti si depresiven, pravzaprav si samo len in to mi gre na živce, in vedenjska komponenta je bila tudi, da pol zaradi tega ne bi šla s tabo na kavo, recimo. In kjerkoli od teh 3 je prisotna, govorimo o stigmi. Se pravi, potem imaš pa še samo stigmo. To je bila družbena stigma. To je bila družbena stigma, oziroma stigma in general, in družbena stigma je to, da se družba strinja, recimo, primer, tak zelo grob, ampak mogoče najlažje, najbolj tak preprost je, depresivna oseba je lena, ker ni res. Pač vemo, da je težava z stopnjo dopamina, serotonina, pa težava z motivacijo, koncentracijo, neupad energije in itd. Potem pa oseba, ki dejansko ima depresijo, je izpostavljena tej družbeni stigmi. In kaj se zgodi je, da oseba, če to sprejme kot resnično, začne sama sebe stigmatizirati. In si reče, nisem jaz depresivna, jaz sem v resnici sam lena. In pa je sam še ta ciklus, spirala nadol se začne. In potem glih ta samo stigma lahko potem vpliva, ali bomo pol ta strah pred iskanjem pomoči, kaj si bojo drugi zdaj mislili v meni, če me šel po pomoč, mislim, da sem čist nor, ne smem. Če sem pa samo len. Če sem pa samo len, recimo. Ali pa tudi to, ko sem jaz bedna, pač fakt sploh nisem depresivna, v resnici sem samo lena, moram se malo ured vzeti v roke, pa se zmigati. Pa nimaš energije dobesedno, da bi to naredil, Ja, si res depresiven. Ja, da bi sposle ostal, recimo. In tukaj postane stigma problematična. In še huje to, da ima stigma hujša, kot je stiska, večji ima vpliv. Se pravi, večji ima vpliv na to, ko bo oseba šla poiskati pomoč. In zato tukaj so zelo veliko naredile na tem ozaveščanju, recimo nevladne organizacije, pa tudi ta vrstniško zagovorništvo, pa te podporne skupine so tukaj zelo pomembne, da dobiš tudi iz druge plati feedback. Pa mogoče, da tudi vsak od nas malo pomisli, ko bi kakšen komentar dal o čemer ne veš veliko. Naprimer.
kdaj pomisliš, kaj je to depresija, ne? Ker v resnici malo ljudi pozna. Lahko vsak pogoogla, lahko napiše pač signs of clinical depression in imaš prav dobesedno napisane znake, a ne? Ni to občasno sem zmatran, ne da se mi po službi teč. To ni depresija. Žalosten sem, ker je bila smrt v družini. To ni depresija. Ti imaš simptome, kot so recimo celo noč spim in se zbudim izmučen in sem utrujen celo dopoldne. Spal sem 9 ur. Naprimer, in to so dobesedne in daje tako lahke komentarje, kao v smislu, to je predvsem zdravje velikrat. Sam k sebi se sprav, sam pet na sprehod, da je sam malo treniri. Ne jamri. Pri poporodni depresiji, je tisto, ki probajo zagovarjati, ker pa se dobro namerno, ampak koliko imaš lepega otročka, koliko se lepo smeje, zakaj si žalostna, ne moreš biti. V smislu, da boš ti racionalno dojela ta ženska, ki pa porodna depresija pogosta, zelo nevarna, rekla, thanks, zdaj pa nisem več pod tem vplivom. In to so čisto hormonske motnje in vsak od nas je dobro, da malo pomisli, preden to komentira, ali pa tretjič na bolniški, kako je lahko utrujen, jaz sem tudi utrujen, pa noč ne grem, pa ta transfer na se pol, pa neka jeza, pa diskriminacija. Se mi zdi, tukaj je res važno, da se to poudarja in da tudi vsak od nas pomisli, kadar delaš škodo, ker kdaj jo delaš. Lahko zelo delaš. No. Mislim, pa tukaj pol tudi hitro, zdaj si rekel, ta je že 3-krat na bolniški, jaz pa nikoli nisem, pozabimo, da človek, vsak ima svojo zgodbo, so stvari, ki jih mi sploh ne vidimo, ne vemo, kaj je v zadju, pač pa tudi konc koncev, ti lahko izgoriš, pač, ker ljudje rečejo, ja, se ni izgoril, si samo depresiven, ali pa obratno, ampak zdaj, kaj je bilo prej, kura ali jajc? Pogosto se zgodi tako, da ti, ko se začne ta izgorelost, se začne neka ta razdražljivost, upad koncentracije, manjša delovna učinkovitost, apatija, razdražljivost in pogosto tudi depresija. Se poveže. Pač skupaj nekako pride in je ful lažji, vsak lahko danes reče, sem izgorel, pa to pomeni, da si hard worker, pa da si uspešen. Uporablja se malo tako. Zelo veliko ljudi, kada už zdaj kulčeš rekel, da si izgorel. Ja, to je tako. Jaz sem izgorel, kada bi rekel, pa sem še vedno tle v službi, s tem dokažeš, koliko si delaven, koliko si na ta način. Ampak, če bom pa jaz rekla, jaz sem depresivna, bo pa, ker si ti slabič. To se pa tudi kdaj uporablja, se mi zdi. Jaz sem čist depresiven danes, zato ker imaš slab dan. To je čist pogovorno in se mi zdi, da tudi to mogoče prevečkrat na ta način uporabimo. Jaz imam tako še ogromno stvari, ki sem te hotel stava podebatirati, sva že kar se veliko pogovarjala, tako da bi te v bistvu sam še eno stvarno bi te vprašal. To vso tvoje delo, če gremo od tega Broadmoor, se pravi te delo s psihopati, vem, da si delala na eni varni hiši na Tajskem, to sploh nisva prišla do tega, da si delala pri tem telefonu za mladoletnike za duševno zdravje, ker se ukvarjaš z nasiljem, zlorabami, z hudimi zgodbami, a te to, kako zase poskrbiš? Ker tako se mi zdi, da jaz že če berem o čem tem v medijih, novicah, me kdaj prizadene, odkar sem recimo oče to opažam, sploh ne morem brati o kakšnih otrocih, ki so zginali ali pa so pač umrli, ne vem, v avtu ali kjerkoli. Ne morem, toliko mi je težko to brati, da preskočim te stvari vse v celoti in kako ti pol zase poskrbiš? Jaz recimo ne bi mogla tako kot ti delati s COVID bolniki. Aha, ok. Ali pa ne bi mogla, jaz sem svojo idejo, da bi študirala medicino, zaključila, ko mi je kolegica, ki je danes uspešna zdravnica, pokazala svojo knjigo iz faksa in je bila tam tako odprla sem na strani, ki je bila nekaj tako roka unmu, a je še mlinčku za meso. Aha, pač dobro. Tako. In tam je bilo tako konc mojih medicinskih sanj. In isto neko, kar si ti navadil pač na te vsebine, oziroma narediš nek zid, da ti ne pride do živega, ali pa ne vem, en kirurg ali pa ne vem, pediater, isto je pri nas. In pač narediš nek zid. To ne pomeni, da ne čutim, to ne pomeni, da ne sočustvujem, to ne pomeni, da mi ni težko, ampak zavedam pa se, da če bom jaz nastopila v tej vlogi kot jaz Nuša, ne kot Nuša terapevt ali pa Nuša psiholog, jaz ne bom človeku mogla več pomagati.
Ja, Ker jaz ne bom pomagala, če ti tam jokala. Pač, to bi bilo kar vedno, da prideš po pomoč. mislim, tako kar malo useless. Ja, No. ja. Tako da je čista ta del in potem pa pač seveda supervizija. Ne, se pravi, da se s kolegi, strokovnimi kolegi potem tudi da Pogovarjaš. se pogovori o temu, ne, da tudi ti pri sebi te zgodbe ne nosiš. Kakšne se te bolj dotaknejo, kakšne manj. To sem opazil tudi pri sebi. Ja. Tako zelo naučiš se, nekako greš domov narediti ta zid. Posel pa kakšne, ki se pa kdaj doma spomniš tako spontano. Ampak nema je to čist obrambni mehanizem, ampak se mi zdi, da se večkrat spomniš ta lepših, kot tistih ta težjih. Tudi pacientov. Večkrat tako spontano pomislim na ene, ki so bili res simpatični, pa smo res dobre odločitve naredili, pa so preživeli, pa so bili boljši, kot na kakšne res težke. In to je zelo zdrav način obrambnega mehanizma. Se pravi, da se fokusiraš na pozitivno, ne na negativno. Ne? Ker če se sam na negativno fokusiraš in predstaviš svoje misli primarno, prej slej se ti znajo pojaviti neko depresivno razpoloženje. Ker je to tak tipičen simptom depresije je, da si ti preveč sfokusiran na negativno. Ne? Ta tunelski vid nastane, ne? Ko je samo ena stvar. To poznam, tudi istorija iz prakse, tudi pri moji nespečnosti meni je samo spanje nekaj časa obstajalo. Ne, da sem imel krasno punco, super študij, frende, trening. Sam to, če bom spal, ne je bilo vse. Če sem zaspal, je bilo v redu, če nisem, je bil sveta, je bilo konc. In ta tunelski vid si moraš pač razširiti, ugotoviš, da se lahko tudi utrujen smejiš, da lahko greš v kino ali v karkoli na ta način. Pa da se pogovarjaš z drugimi. Veš, da je en članek, ki sem ga najdel, ga imam tudi v knjigi, citiram ga, naslov je Social Relationships and Mortality Risk iz leta 2010, ki je gledal, da je osamljenost za zdravje toliko nevarna oziroma bolj kot srčni infarkt. Ja, in kot prekomerna resna teža celo. Se pravi to, kar se vsi vemo, da je ni dober in da je nevaren za srčne bolezni. Vse. Po tem mortality risku v tem članku je bila osamljenost večja. Tako da dobro poiskati nekoga tudi tako za pogovor, da poveš. Hvala ti, Nuša. Z veseljem še kdaj. Daj mi še za konec eno knjižno priporočilo, povej. Samo eno? Pa dva. Lahko dva. Jaz sem predlagala Gabor Mate, Ko telo reče ne. Ko telo reče ne, ok. To? Ali prevedeno? Ja. Ko telo reče ne, mladinska knjiga, mislim posod, ne, pač se najde. Ta je ena taka zelo fajna, pa ti povem eno zgodbo. Povej. Sam najprej mi da knjižno priporočilo. To je knjiga. Ja, vem, hitro. No in pa me še subsequels te. To je pa Bukej, ne? Ja. Imam doma, samo še nisem prebral. Potem so pa še Alkimist. Alkimist je taka moja deleč najljubša, tako da toplo priporočam. Zelo kratka, ampak da je veliko za misel. Super. Ja, pa še enkrat hvala ti za pogovor. Ja. Upam, da nekoč boš sončnimi očali stala nad krajem sinom. Teh sanj ne opustim. Pa se vidimo, kje je naokoli. Hvala pa tudi vsem, ki ste poslušali do konca, pa imejte en krasen preostanek dneva.